Drage dame in gospodje, spoštovani prijatelji večernih kulturnih uric, kulturne dediščine, lepo pozdravljeni. Danes je z nami gospa dr. Verena Vidrih-Perko, arheologinja in muzeologinja, avtorica preko 150 znanstvenih, strokovnih prispevkov z tega področja ter različnih poljudnih člankov v domačih in tujih revijah in drugih publikacijah. Med drugim je izkopavala v Ugleju, v Ljubljani, v Stični, na Hvaru in tudi na naši Ajdni. Je avtorica arheološke razstave Železna nit in Zlata doba Karnija ter serije razstav Vitrine meseca na različne interdisciplinarne teme v Gorenjskem muzeju v Kranju. Je tudi odlična poznavalka likovne umetnosti in književnosti, prav tako vešča pa je tudi na področju psihologije, kjer sodeluje s svojim možem psihologom Andrejem Perkom. Je tudi pesnica in pravljičarka. No, da ne bom preveč pleteničil, kot ste dejali, iz povedanega lahko vidimo, da ima gospa Verena resnično široko polje znanja, katerega zgolj drobec bo v okviru večernih uric danes delila z nami. Tako da, gospa Verena, izvolite, podučite nas, zakaj je kulturna dediščina naše največje bogatstvo. Ja, takole mogoče bomo videli, kako bo to šlo. En lep dober večer vsem, hvala, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Bi rekla, da to jasen znak, da se zavedamo, kaj to pomeni, če rečemo, da je to naše največje bogatstvo. No, jaz bi se še tukaj dodala, gospodu, hvala, da ste me predstavili takole široko, ampak moram reči, da jaz sem veliko bolj kot arheolog zadnje leta ukvarjam prav z vprašanjem kulturne dediščine, kajti Slovenci v nasprotju z vsemi ostalimi evropskimi narodi se pravzaprav ne ukvarjamo na akademski ravni z vprašanji skupne kulturne dediščine in dediščine nasploh. In to je nek študij, brez katerega danes pravzaprav ne moremo biti kulturen narod. Jaz sama sem to študirala pri Hrvatih v Zagrebu, pri profesor Marojeviću in Šoli, to sta rekla vrhunska strokovnjaka, bila, eden je že pokojen, ki sta seveda vsa ta povojna leta učila Hrvate, kaj je to kulturna dediščina in kakšni zakladi so to. Pri nas pa še vedno malce ugibamo. Dobro, jaz bi pravzaprav tako rekla, zakaj sem dala to krasno, zdaj mogoče lahko se prve lučke, če se da ugasniti. Aha, ampak bolj ko snemanje je pomembno, da se kaj vidite, ne? Dobro, kakorkoli se upam, da se bo. Zakaj sem dala pravzaprav te različne smerokaze in zakaj sem postavila kot vidite dol nekam na Kočevsko? Zato, ker govoriti samo o kulturni dediščini nima rekla nobenega haska. Morali bi reči, tako kot veliko ljudi po svetu, pravzaprav dediščina kot taka. Zato, ker narava je nekaj, kar je ustvaril, da boste rekli, saj ni res, pa vendarle bo res, je nekaj, kar živi s človekom, kar človek živi v njej, kar jo preučuje, kar jo dejansko pravzaprav spreminja od paleolitika naprej, sem pač tudi arheolog, pa to vem, in seveda, kar jo tudi občuduje in uničuje. In brez narave dejansko pravzaprav ne bi moglo biti kulture in brez kulture in človeka tudi narave take, kot je. In tukaj gre za en preplet vrednot in zato boste največkrat slišali, da rečem dediščina kot taka. In sicer, zdaj pa še nekaj, zdaj, če ste danes ponavadi poznate moja predavanja, ki so polna slikovitih, pripovedi, danes bom bačkam bolj zatežena, reči naši študenti, ampak verjamem, da se vas bo to dotaknilo, zato ker želim resnično prikazati dediščino, ne kot nekaj, kar ste rekli, zdaj pa znam, ko boste šli tukaj ven, a boste rekli, jaz saj upam tako, pišuka, pa bi si res zaslužila ta naša dediščina, da bi vse sile vložili v njeno ohranjanje. In če boste to rekli, bomo zmagali.
skupaj zmagali, ne vem, kdaj bomo, ampak bomo. Ja, in sicer, zakaj sem začela stiske sodobnega človeka? Zato, ker, rekla, stoletja in tisočletja je človek živel na en tak nezaveden način z svojim okoljem in svojo kulturo, ne, in kultura je dejansko pravzaprav pripadala bogatim, ne, revnim je pripadalo neko preživetje in usmerjali in pisali so seveda bogati in študirali in tako naprej. Danes pa, seveda, ta svet popolnoma drugačen, tja od 60 let naprej, ko se dogaja, da velika Evropa je šla v prenovo, če se veliko nas je takih, ki pravzaprav še nekako imamo uvid, kakšna je bila Evropa v 60 letih in kako se je hitro spreminjalo z industrializacijo, z priseljevanjem, ki zdaj cvilimo, ne, a zdaj bomo pa vse priselili, že zdavnaj, ne, Francija rata 3/4 črna, London priseljen, Rim spremenjen, ne, in rekla, da ta hitra rekonstrukcija, neka potem seveda industrializacija, priseljevanja, spreminjanja, ne, dejansko porine človeka v stisko in tisti, ki so prišli in tisti, ki so tukaj, vprašajte recimo Zagrebčane po letu, po tele balkanskih vojnah, ko je ogromno ljudi prišlo iz Balkana, so se priselili v Zagreb, so rekli, nije to ono, nije više to naš Zagreb, ne? Ampak to se je dogajalo po celem svetu, samo že veliko prej, samo zdaj se pa resnično z veliko hitrostjo. In tukaj je tisto, kar človek se sprašuje, če dalje bolj, kaj sem, ne? Kdo sem, kaj sem po nacionalnosti, kaj je moja kulturna identiteta, ne? Se pravi tisto temeljno vprašanje, kdo sem, izpuljen iz svojega okolja, porinjen v drugo okolje, okolje, ki se je spremenilo, propadla mesta, rekle, nove industrije in seveda zdaj gremo takoj skok v vzhodno Evropo, nam se je zgodilo pa seveda še mnogo več stvari. Ne? Po letu 91 vrnemo se na Slovence, če ne na celo Jugoslavijo, nismo več Jugoslovani. Kolikokrat razlagate, saj jaz rečem mojim študentom, naša Dalmacija, ups, ne, pa me popravijo, ne, pa seveda govorimo, to je bila naša identiteta, danes je vse spremenjeno. In seveda bom rekla še tisto, ne samo nove države, nove razmere, tudi tisto, kar nam je bilo velik vzor, se pravi od vrednot, kot je bilo delo, kot je bila sociala, zdravstvo, ne, rekla pravzaprav je propadlo, ne, danes se veste, danes si pameten, če na hitro zaslužiš, čeprav uničiš, ne, to, in nekaj tako, da tukaj, seveda, če k temu prištejemo odnos, ki se je oblikoval po letu 45 ali pa še prej s propadom kmetij, potem vidimo s požigom gradov, uničevanjem posestvi, po drugi strani pa pravzaprav nastankom tovarn, ki so naš simbol, spomnite se Mure, spomnite se Stola v Kamniku, ne, to je del naše identitete, ne? In ni čudno, da smo Slovenci pravzaprav tako zelo, rekla, negotovi, ne? Izginjanje nekega našega te stalnice. Če bi lahko sliko prikazali, kaj je prispodoba današnjega človeka, je pravzaprav ta slika idealna, ne? Nekje, kjer je ogrožen in negotov z vseh strani, kjer se sprašuje ves čas, ne? Kaj smo, ne? Diskontinuiteta. Ko mi se nekaj že začne, pa smo v drugem procesu, tak je pravzaprav celoten svet, ne? In seveda razpršenost. Tisto, ko smo nekoč pripadali družbi, to smo bili mi, danes že težko rečete, kaj smo mi, ne? To je tista huda potreba, ki pravi potreba pravzaprav po kulturni dediščini, po okolju, po občutku stabilnosti. In tukaj ni znanje, ni znanost, ni umetnost, ki vam bo to dala, temveč tisto, kar nas obdaja okoli nas. Ne dediščina, da ne bo pomote. Ni to dediščina, ki jo hranimo v muzejih, čeprav tudi, ampak predvsem, in tukaj od začetka, dediščina, ki nas obdaja v vsakdanjem življenju, ki je vredna, da se odkrijemo pred njo in da se ji poklonimo in da jo ohranimo za naše potomce. Prosim.
Ja, in sicer boleče rane, ne? Katere so naše rane? Brezkompromisno porabništvo, še ena trgovina, še en špara, ne? Ma tudi če poči vse, ne? Tudi če bomo porušili te zadnji kozuc, te zadnjo lepo hišo, ki je bila iz prejšnjega stoletja, tudi če bomo uničili arheološko najdišče, ne? In naprej, ne? Vzguba nekoč močnega občutka pripadnosti, ne? Smo bili, ne? Zanikanje odgovornosti, nihče ni za nič odgovoren. To je grozljivo, ne? To je grozljivo, ne govorimo o nečem izmišljenem, ne? In razklanost družbe in zanikanje temeljnih vrednot. Kaj je zdaj vrednota, da ste ženska in moški, ali ste vrednota, da ste srednjega spola? Malo rajš neham, ne? Vrednota družine, ali ni, ne zahajam v to, ne govorim, je vrednota, ni vrednota, samo opozarjam vas, kako se te stvari skokovito in grozljivo spreminjajo. In posledica, ne? To je naša družba, ne? Letargija, tisto nič se ne da narediti, vdanost v, rekla, nemoč, ne? Brezciljnost, pasivnost, kolikokrat slišimo, se ne da nič narediti in stvari se zrušijo, zginejo. Izguba bivanjskega smisla, ne? Prej ste dobro rekli, ne? Moj moški psiholog bi seveda rekel, izguba smisla. To so ljudje, ampak ne samo pri nas pa še toliko bolj, ne? In pa seveda, če se štejemo, kaj to pomeni? To pomeni, izgubljamo moč za preobrazbo družbe, ki bi se morala demokratizirati. Ampak se ne more, če ne prevzamemo svoje odgovornosti. Zakaj bi jo pa prevzeli, če ne vemo, kje je bistvo tega, kar počnemo, našega življenja. Ja, oprostite goloti, ampak približno takole izgledamo, ne? Rekla, ko nedoletni otroci, ne, kjer ne vemo, kaj bi, ne? Moramo pogledati nekam, nekaj moramo zagrabiti, da bomo lahko, ne? Ali je, zdaj lahko rečemo, dediščina zdravilo za vse? Ni zdravilo za vse, za marsikaj pa je. Zato, ker omogoča, ne, da prepozna, ko vi greste v neko pokrajino, ko vidite pokrajino in veste, ne, ko gledate tlele, na vse zadnje, če pogledate naravo ali pa če pogledate hiše, ki so tukaj toliko časa, ali gomile, ki so 2500 let, že govorim z arheološkim jezikom, ne, potem seveda tam je zapisano tisto, kar so naši predniki doživljali in vas dejansko pomirja in vam garantira, še je nekaj, kar je stalnega, ne, vam vrača zaupanje in vam vrača tudi individualno podobo. In človek kot individuum pravzaprav nima svojega mesta, ne, to je izgubljen človek, kot danes rečemo, in takih je danes zelo veliko, ne. In sicer človek s pomočjo dediščine prepozna svojo identiteto, svoje vrednote in pritrdi ali ne in dejansko pravzaprav najde svoje mesto v družbi. Napravi si ga. Mi vsi čakamo, ne, da se nam bo zgodilo, da nam bodo ponudili, ne. Dediščina je pa tista, ki nam kaže na vzorih, ki nam kaže pravzaprav s tisočletnimi podobami, kako so si ljudje izborili, prav ta način napravili, kako so aktivno posegli po temu, ne. No, in seveda ni čudno, na vsakem koraku imamo zdaj že seveda ta obsedenost, vsi rišejo korenine družinske, iščejo prednike, prenavljajo kozovce, kar je pozitivno, ne, rekla, zbirajo ne vem kaj, ne, rekla, in tukaj pravzaprav ne čutimo tistih, ne, kaj je že tisto, saj nekateri pravijo, saj imamo zgodovino, ne, bomo še enkrat se mogoče potem vrnili k temu, kaj je s problemom zgodovine, a bomo imeli zgodovino, jo bomo spet na novo napisali, ne, ali bomo dediščino na novo razglašali, ali jo bomo prepoznali kot novo. To so zelo pomembna vprašanja, ki moramo si odgovoriti, ne. Namreč velika razlika je med tistem, kar se ljudje še spomnijo, kar je zapisano v pokrajini, kar je zapisano v naših vrednotah, ne. V tisto, ne, velikokrat ni izgovorjeno, ne. To je kolektivni spomin. Vsi še vemo, kako je nekoč bilo, recimo, prejle mi je nekdo rekel, kje je gospa,
dve gospe, ki sta mi rekli, vsi še vemo, kako je bilo po vojni in pred vojno na Bledu. A ne? Da pravi, zgodovina mogoče drugače in zelo verjetno tudi tega ne piše. Zgodovina piše fakte, generalizira, ne? Ampak tisto, kar se nas tiče, je pa kolektivni spomin in dediščina nam pomaga, da ohranjamo kolektivni spomin. Kajti zgodovino smo premejhni, smo črvčki. Ne? No, in če gremo zdaj, a je to pomeni, da je dediščina, vam bojo rekli, ne? Jo je pa slaba zgodovina. Ne, daleč od tega. Ampak ne pomeni pa, da nima slabih strani, tako kot jih ima tudi zgodovina. Ne? In zdaj, če gremo pogledat, ne, takoj boste prepoznali, ne, pisalni stroj mu neljubeče rečejo Rimljani, ne, ki so ga zgradili v času v spomin na združenje Italije in seveda, ki je rekla, fašistični spomenik, če smo čisto pošteni, ne, ampak bo rekla, tako je dediščino, ne, da pravzaprav včeraj je bila dediščina, danes je zgodovina, ne, rekla tako danes in lahko se tudi spremeni. Pravzaprav je ta spomenik danes že bolj spomenik fašizma in rušenja, ki ga je Mussolini izvedel v Rimu, ker je zanemaril vse ostalo kot rimsko dediščino, staro rimsko, zato da se je lahko poimenoval Avgust v črni srajci, kar velikokrat pripovedujem. In vidimo, kako gre, da dejansko tudi zgodovina brez dediščine ne more. Gre za en življenjski preplet. Ampak a lahko dediščina brez zgodovine? Spet smo zelo, zelo na spolzkih tleh, ne? Tlele imam en takšno sliko, ko imamo ogromno oklo in sicer ta tipično kolonialni prizor, lahko bi dala pa kjerga drugega, ne. Jaz bi rekla, da dejansko pravzaprav zanemarjanje zgodovinskih dejstev, vendar vemo, da tudi zgodovina včasih namerno pozablja nekatere fakte in jih si spušča, ne, lahko zdrsne vse skupaj v nacionalizme, v rasizme. Ni bilo prvič, ne. Med drugom in pred drugo svetovno vojno vemo, da so vsi znanstveniki plus muzeji in dediščine govorili v prid čiste rase. Ne? Prav, da se je to zgodilo jim skupaj. Ne? Kje je tukaj garant, se moramo spraševati, kje je garant, da ne bomo napravili istih napak. Kajti napake, ki se ponovijo, so mnogo hujše. Ne? In vemo, da zgodovina 20. stoletja niti malo ni bila lahka. Industrija smrti je možna samo v sodobnih časih. To se moramo zapomniti. Ja, sem obljubila, da bom težka. Ampak tako je, ne? Rekla, in enostranska seveda interpretirana dediščina, ne, je gojišče rasističnih presotkov. Kakor hitro govorimo o samo slovenski, o samo naši, o samo hrvaški dediščini, ne? Rekla, takrat smo na spolzkih tleh, takrat se izključujemo. Kam to lahko vodi? Vodi v nemajhne in nepomembne spore. Ne? Dediščina je, tle bomo vzeli prvo lekcijo, dediščina pripada celotnemu človeštvu. Ni nekaj, kar bi bilo samo naše. In že spet, ne, ves čas vam pa govorim, dediščina je pa naša in jo čutimo kot našo. Dediščina ni znanost, ki govori s fakti, ne, ampak je nekaj, kar čutimo s srcem. Ne. Se pravi, smo na polju, kjer je nenehno treba se pogajati, pogovarjati, kjer je treba sodelovati. Ne. Enako pomembno lahko rečemo kot zgodovina, ne. Jo razlagamo kot univerzalno, zato imate tlele vse te krasne zlate najdbe, ne, ki jih imajo po različnih muzejih. Prvič so bile ukradene, drugič, če bi pa, sploh ni tako preprostega odgovora, če bi to ostalo na samem mestu, bi bilo velikokrat pravzaprav za zmeraj uničeno. Ne. A jih vrnemo nazaj? Vrnemo nazaj v Atene? Jaz bi bila zdaj za to, recimo, ne, da se vrne. Ampak, če smo čisto pošteni, pravzaprav najbrž ne bi to čakali 21. stoletja. Po drugi strani, Angleži nimajo nobene pravice, da bi to obdržali. Ne? Sej niso, ne? Hkrati, ne? Dediščina je nekaj, kar nas razlikuje in odlikuje od drugih. In tisti, ki jo ima, seveda ima pravzaprav veliko prednost, veliko bogatstvo. Ne? Zakaj že? Zdaj moramo pa pogledati, kaj bo to. Ne? In sicer, če pogledamo, ne? Dediščina je, in to ni nekaj, kar sem se jaz spomnila,
ampak je nekaj, kar je dokument, ki ga je napisal UNESCO, ki ga je napisala, bomo tudi videli, Parlament Evropski in ki nalaga vsem državam, tudi naši. Ne, to je vedno tisto, kar poudarim vsaj 3-krat. Ne. Rekla, od tega izhajajo pravzaprav posledice in mora prevzeti odgovornosti. Dediščina je temeljni narodov identitetni, mi smo kot narod, pravzaprav nas določa dediščina, seveda tudi zgodovina, vendar tisto, kar je zapisano v naši dediščini, je neizbrisno. Ne. Identitetni, izobraževalni, kam bomo šli se učiti, če ne bomo imeli arheološke, etnološke dediščine, ne bomo imeli več naših vasi. Ne pozabiti samo, ne samo tisto, kar je napisano, tudi to je dediščina, ampak tisto, kar so znali naši predniki, specifična znanja, kar so imeli radi, kar so peli, kar so pripovedovali. V teh zgodbah je toliko vrednot, ki so nenadomestljive. Enkrat zgubljeno, zavedno zgubljeno. Če zgubimo svoj jezik, recimo. Ne? Rekla, izobraževalni, razvojni. Ne? Danes si sveta, katera industrija najpomembnejša? Tista, ker je inovativna, kreativna, ki izhaja iz tradicije. Ne? Rekel, tukaj vsi vemo. Ne? In je seveda politični kapital. Ne? Zakaj že se zdaj trenutno kregamo s sosedi za teran? Se bom še vrnila k temu, ne? Ampak za mnogo več pravzaprav. Ne? No, skratka, dediščina je nekaj takega kot naše banke. Dobro veste, ko gre za banko, naša država čisto drugače reagira, kot kadar gre za dediščino. A ni žalostno? Rekla, to se v nekaterih drugih državah skoraj ne more zgoditi. Ne? Eko, in to je tisto, ne? Dediščina ni nekaj, kar bi vi pravzaprav tako kot znanost rekli, to so ti podatki, oni podatki, tretji podatki. Ne, ni stvar racionalnosti. Dediščina je nekaj, kar imamo s srcem, a ne, ko rečete, evo, jaz sem pa s Krasa doma, to jaz rečem, vi rečete, k ste Gorenci malo drugače, jaz sem pa s Krasa doma, to je tisto, ne, to je moje. Poglejte, ne? To je moje, ne? Dediščina je naša. Hkrati pa je to obveznost do celega sveta, do vsega človeštva. To, kar je zapisano v naši dediščini, ni nikjer drugje. So druge stvari, ampak to, kar je pri nas zapisano in za izginjanje Evropa se silno brani proti temu, da bi bilo izbrisana ta mejhne kulture. Ne? In še, ne, mnoge stvari, zdaj moramo biti pošteni, ne, vzamemo kot svojo dediščino, smo jo prevzeli od drugih, ne, in jo razlagamo kot našo lastno. Taki smo, ne, in človek je tako bitje in ustvarjamo je seveda sproti. Tisto, kar se dodaja, recimo, kar je ustvarila, ne vem, recimo Mura v svojih fabrikah, dejansko sodi že danes to, kar naši žlahtni industrijski dediščini, ne, ka del identitete, ne, se pravi, dediščina je nekaj zelo, zelo široko. In zdaj pa še nekaj, ne, je ne samo, da jo ustvarjamo sproti, tudi sproti prepoznavamo, ja, kako je pa zdaj s to dediščino? Kaj je že dediščina? In tukaj je pravzaprav nekaj zelo zanimivega. Dediščina je tisto, kar skupaj kot družba ali skupnost prepoznamo kot vredno ohranjanja. Pravi, ni nekaj, kar nam bo nekdo določil, kar ima pravico več vedeti kot mi, ampak ima pravico pomagati nam in dolžnost, da prepoznamo kot vrednoto, ki jo treba ohranjati za koga že, za tiste, ki prihajajo za nami. Pravi, nekaj, kar smo sprejeli, smo dolžni ohranjati v imenu vsega človeštva in lastne skupnosti in predati naprej. Ne, zapravi, mnogo bolj etično in moralno zavezujoče kot katerikoli dokaz. Ne? In dediščina je seveda dejanje politične odločitve. Če država tega ne bo sprejela, če ne bo podprla, če ne bo podprl župan, če ne bo, bom rekla, seveda smo bitko zgubili. Malo sem se poigrala, da bomo razumeli, kako si sposojamo, vsi poznamo tole, ne? Ampak da ne boste žalostni, vas bom potolažila takoj, ne? Tudi to se da kupiti v Zagrebu, ne? Ali pa gremo naprej še en bolj duhovit, ne? Burekom nisi sam, ne? Pa še srbsko zraven, ne? Se pravi, ta prehajanja, ne? Lahko prepoznamo nekaj kot naše, v bistvu pa je tudi sposojeno in skupno, ne? Ja,
In zdaj bom pokazala nekaj, kar vam bo seveda takoj primerjavo. Pravzaprav bom takoj spomnila. Najprej začnimo pri Aleksandru Velikemu. Aleksander Veliki, eno anekdoto bom povedala, da ne bo tako resno. Ko smo šli z možem z eno skupino v Grčijo na Olimp in smo tam na obali potem šli zvečer seveda en suvlaki jest in pridemo noter in to je bila štirje takile, kao mare so bili fantje, jaz bi mogla takoj vedeti, koliko je ura, ampak nisem, in tam oni pečejo ti suvlaki, tiste ovčke, in gore je zloženo 5 čelad, kopije seveda, starih grških čelad, in jaz seveda takoj roko gor, wow, korinskega tipa, kolegica ve, kaj je to, 2500 let staro, se rekel, kako pa vi to poznate, se kaj jaz sem arheologinja, lahko probam, seveda so mi dali čelado na glavo in sem bila odsvrta in me pravijo vsi štirje, gospa, vi poznate, kaj so Makedonci? Ali so Makedonci Grki? Sveda so Heleni, sodijo v helenistično, dober večer, v helenistično kulturo okrog, ki ga ne moreš zbrisati, ampak seveda, on ni prašal za pred 2000 ali pa pred 2000 leti, in je bil takoj krik, hurra, in bi lahko pila in jedla 3 dni tam, in seveda sem svojo dušo prodala, rekla, ampak smo razumeli, dediščina je izrazito konfliktno področje in potem razlagamo, saj se tako ne morajo zmeniti. Moramo se dogovoriti in najti miren način, da je vrednota, da postane vrednota za vse. Seveda sem idealist, ampak dobro, eden mora biti. In boste tudi razumeli, o čem govorim, če govorimo o Aleksandrem Velikemu, ali je za nekoga vrednota ali za nekoga ni in zakaj ni. In kako stvari pravzaprav slišati, da bomo slišali vse in da bo kljub temu ostalo nekaj, da bomo govorili o stvareh. To niso tako enostavne stvari. Tole imam skrasa nekje posneto, rekla, in seveda, kaj pomeni dediščina. Dediščina je živa vest s preteklostjo. Ne more biti zgodovina. Zgodovina vas ne more, vas nauči faktov, ampak šele ko stopite vi v neko pokrajino, ko vidite zgradbe, ko vidite, ko se reče tiste, rekla res, stvari, ki nas povezujejo s preteklostjo, to so prostori spomina. Gotovo ste bili že v krajih, rekla, zame je bil gotovo najlepši kraj, kjer sem čutila res pred 2000 leti, ne z unimi čeladami, ampak v Petra. Ko stopiš noter, Petra, Jordanija, je slam, oprostite, ampak še zdaj rekla, ko stopiš noter, ni čas, ko bi se tam ustavil, še je duh, in pomale so pravzaprav vsi ti prostori, poznate, kako pridemo nekam na podeželje, nekam pokrajino, nekam v mesto, ali pa v neko del zgradbe, ki rečeš, to je tista vest s preteklostjo, ker se srečata horizontala vest, preteklost in pa današnji čas, in to je tista točka, ki ga ni mogoče samo teoretično, ga moraš začutiti, in seveda so tam notri združenje, spomini, miti, pripovedke, tradicija, običaji, vrednote, znanja, ogromno znanja. Kako imenujemo? Tudi koncept, kaj je dediščina v Evropi, je zelo različen. Tudi tukaj moramo vedeti, zato da ne bomo uvažali znanja iz Zahoda in ga še drago plačevali. Heritage je nekaj, kar je za Angleže družbeno, ampak patrimon, za Francoze je nekaj, kar je del patrije, del svoje lastne dežele, erbgut, spet zelo patriotično pri Nemcih, pri nas je pa silno povezano s čustvi, je nekaj, kar je stvar naših dedov, ni nekaj, kar bi lahko kdorkoli izpulil, kdorkoli razlagal, je nekaj, kar je naše, zelo, zelo osebno. In zdaj, če gremo še v Indijo si malo sposoditi, da bomo vendarle razumeli, kaj pomeni zgubiti dediščino, če tudi samo en kamenček.
Če si izgubil premoženje, pa saj boš zaslužil, a ne, malo drugače. Če si izgubil zdravje, malo hujše, ampak te bojo pocajtali, ne. Če si izgubil dediščino, si izgubil popolnoma vse. Ne? Si izgubil seveda svojo identiteto, si izgubil kulturo, si izgubil skupnost, si izgubil tisto, kar si. Človek kot posameznik ne obstaja. Ne? To je, no, in zdaj gremo pogledati seveda UNESCO-ve listine, kajti naša država je podpisala praktično vse mednarodne pogodbe, ki se tičejo dediščine, jih pa bolj slabo izpolnjujemo. Ne? No, rekla je, dajte pogledati, kaj je dediščina. Dediščina je suvereno jedro kolektivne identitete, samospoštovanja in je pomembna za obstoj človeštva kot hrana in voda. To je UNESCO dokument. Ni nekaj, kar se kar tako zaradi lepšega. Ne? In zdaj, če prevzamemo to, bom rekla, na našo majhno, vendar lepo in prečudovito in eno samo Slovenijo, ne, je suvereno jedro kolektivne identitete. Uničenje dediščine pomeni uničenje naše samostojnosti. Je drugih besed sploh ne morem drugače tega povedati. Ne? Rekla, se na koncu me bojo tako obtožili, da imam politični govor, ampak dediščina je a priori, ampak implicitno pravzaprav je politična stvar. Ne more biti drugače. Ne? In sicer tako pomembna, zakaj? Zato, ker je dediščina tisto, kar je človek pustil s svojim ustvarjanjem, svojim življenjem, svojim človekovanjem, kot je rekel Anton Trstenjak, mi že vemo, kdo je bil to. Ne? Rekla, tisto, kar je pustil sled, kar ga je naredilo za človeka, kar ga je rekla, oblikovalo, kar je naš svet pravzaprav nastal. Ne? No, dobro, pustimo zdaj to, kako je zdaj dediščina sama, mogoče to malce drugače, če pogledamo. No, in rekla, še nekaj, kar sem že povedala, dediščina je tudi tolikokrat pri nas slišimo, ne? Stvar elite, o dediščini odločajo znanstveniki, o dediščini odločajo, zdaj bojo pa nekdo, ki bo to kupil, ki ima denar. Nič več. Danes je stvar nas vseh. Ampak ne samo v užitek, ne samo v odločanje, ampak tudi v dolžnost. In tudi seveda v sodelovanje in rekla, ulaganje, ne, rekla, dela, če hočete, zanimanja, znanja, rekla, vključevanja. Ne. Tako da je rekla, seveda kaže ta dediščina in to oprijemanje, ne, Anglija, Francija, Nemčija, ne, rekla, že popolnoma ustaljeno, da pravzaprav ni dediščine brez javnosti. Ne more biti nekaj, o čemer bi lahko samo zakon odločal. Ne? Ampak dediščina smo mi. Mi celo rečemo, dediščina smo mi. Ne? In če bomo rekli, Bled je zanemarjena dediščina, smo pravzaprav za to mi vsi odgovorni. Nisem mislila, da bi šli zdaj z batiko pa z lopato, ne? Ampak bom rekla, mi vsi lahko nekaj za to napravimo. Kako? Ne? Boste morali razmisliti, a ne? Ampak že pred drugo vojno je Bled deloval približno tako, da so vsi poskrbeli za okolje, ni bilo tako, ne? Rekla, nič novega ne prinašamo, ampak vendarle, ne? Rekla, to je ta strah, ne, za ta negotovost in rekla, je pravzaprav gre tudi za slavljenje. Mi vsi rabimo, skupnost mora nekaj imeti, kar jo razlikuje, kar jo povzdigne, ker rečeš ponosno, ne? Rekla, ko piješ na kafe na avtocesti v Italiji, ne, in ti zmeša tisti espresso in vprašaš gospoda, ne, kako se počutite, ne, vi? In reče, a kot Italijan? In mi odvrne, ne, no, v Toskani. No, mi sento etrusko, ne, rekla tista, nobenih genov, nič od tega, ne, vse je že zginilo, ampak oni so dediči tega prostora in oni so dediči te dediščine in so zanjo odgovorni in se čutijo, lejte, ob vseh teh procesih, ne, ko tam greš pogledat to, tretje, četrto, ljudje od tega tudi živijo, imajo nek profit, zato skrbijo, pravzaprav to je tisto, mi sento etrusko, ne, tako, ko bi bilo lepo, da bi se tudi mi čutili, ne, se čutim Slovenc, ne, Slovencem, ne? A nam to kaj pomeni? Ja, tej generaciji mogoče ja,
Jaz svoje študente vedno takole vprašam, dajte mi povedati, kaj se čutite, pa se čutijo državljani sveta, pa se čutijo študentje, pa Štajerci, Primorce imamo, Ljubljančane, eden pride med celo skupino, recimo, ki reče, sem Slovenc. Bom rekla, ne? Se pravi, gre za nekaj, kar je trajnejšega. In sicer zanimanje, zakaj zanimanje, smo že povedali, ne? Seveda je nostalgija, seveda je strah pred izginjanjem, ne? Obnavljanje, zdaj imamo po vaseh in hvala Bogu, da je prišlo do tega, ne? Stare običaje, stare obrti, stara znanja in tukaj je pravzaprav tisti obeta, ne? Ko bomo mi vsi se za to zanimali, potem ni strahu, da bojo te stvari umrle. Lahko pa pri tem naredimo precej hudih napak. Ko sem imela kolegico iz Beograda in se nisem mogla spomniti, kako se reče nageljno, karamfil, se zdaj vem, ne. Je rekla, ti bom pokazala, ko pridemo na Bled. Vi veste, da nimamo niti enega, jaz ga nisem najdla takrat, niti enega nageljna. Imamo pa vse sort, ne vem česa, ne. Rekla, ampak to je, recimo tukaj sploh ni treba napisati gor tisto, ne, da smo Slovenci. Vsi, skoraj ne more biti druge to okno posneto, ne. Tako nekaj, namreč to ni tako einfach, nagelj vzgojiti, vsi veste, ne. Je treba znati. Tukaj so neka znanja, so stare sadike, so stare hiše, ne, nova hiša s stiroporom ne bo v redu, ne. Da pravi, cel splet, ne, to je tisto, čemu rečemo bogastvo našega okolja. In če nageljno paše tam noter, ne vem, zakaj ne bi tudi nam. Ne? Ja, namreč problem je v tem, da če greste vi v italijanska srednjeveška mesta, ljudje živijo noter in oni se ne pritožujejo nad tem, ne? Pri nas pa praktično nihče več ne more v stari bajti živeti. To so vrednote, ni več vrednota, nikogar ne obsoja, absolutno ne. Ampak, in kaj govori Beneška konvencija, smo jo 66 leta tudi naša država pravzaprav podpisala, pravi, da so kulture, ne, ki bolj kot pomembnost izvirnega materiala poudarjajo duhovne vrednote, avtentičnost misli in simbolnost materiala. Samo mi, materialnega, samo mi Slovenci vemo, kaj pomeni rdeč nagelj. Ja, zadnjič sem odprla razstavo, da malo delam še reklam. Slovani, kakšni Slovani v Piranu, smo jo selili iz Gorenjskega muzeja in seveda so moji Pirančari, kolegi so bili zelo navdušeni in so rekli, joj, želimo šopek kupiti, da bomo dali tam na razstavo, ne. Kakšen šopek, a češ tisto uno, kako kakšen šopek? Moja tašča je rekla, kakšen je slovenski šopek? Rožmarin, ki je cvetel, ne, potem seveda rdeči nageljni in trobojnico. In so rekli, saj ne morem verjeti. In bili so ganjeni. Ne, so rekli, koliko, ne, to je tisto, ne, je simbolnost, je mnogo večje, ne, te povzdigne, to smo mi, ne, so rekli, in ima silno moč. Spomnite se, ne, kaj to pomeni lahko v trenutkih. Ne, tudi tisto, kot rečemo, ko rečemo, ne, zdaj pa to je naše, ne, tlele smo pa, ne, rekla tudi nevarne, ne, to so pa nevarne stvari in se jih moramo, dediščina ki nikomur ne pripada, ne, pravi David Lowenthal, ne, veliki ameriški teoretik, napisal številne knjige, pravi, bo propadla. Ne, to je tista ta prva stvar, ne. Se pravi, dediščina, ki je v našem okolju. Pa ni nujno, tukaj ni mišljeno, da moram biti lastnik, če sem lastnik toliko bolj, ne. Ampak bo rekla tisto, ne, če nam nič ne pomeni, ki nam ne pripada po srcu, potem seveda bo propadla. Ga ni zakona, ki bi jo zaščitil, to vam tudi lahko povem iz svoje preteklosti, ne. In seveda največjo vrednost pa dobi, ko si jo prelašča nekdo drug, ne. Bomo šli na primer, ne. Rekla teran, ne, rekla, a je to zgolj vino?
jaz sem skoraj na Krasu doma, tam na meji, ampak kakorkoli. Ne? To ni samo vina, je okolje, je trda, pa tudi to še ni zadosti, tega vi lahko preselite v Istro, daste, prodate sadike, zaslužite dobro, pa jim ne dovolite imena rabiti. Ne? Jo, tako je na tem svetu, ampak tukaj je znanje ljudi, tukaj so zgodbe ljudi, tukaj je zemlja, ki so jo očistili kamna, ki so jo rekli košček za koščkom. Ne? Tukaj je vse tisto, kar ljudje znajo. Moj oče je imel na Primorskem seveda vinograd in smo rekli, ko je umrl, wow, to bomo mi zdaj delali. V enem letu je vinograd umrl. V enem letu. Mislim, se ne smem spomniti. Ne? Da pravi, mnogo več kot to. To je košček življenj, pravzaprav, naše žlahtne preteklosti, ki so jo ustvarili naši predniki. A jo imamo pravico? Ne bom nadaljevala. Ja, no in gremo k kurentom, ne, pravzaprav, ne, na Ptuju vsi povejo, kako imajo kurentijo, ne, doma svojo in pravijo tako, ne, tisto pravo, in zdaj bomo tudi razumeli zakaj, tisto pravo navezanost na dediščino, na izročilo, na tradicijo, ne, je dejansko pravzaprav družinsko izročilo. Nekaj, kar je bilo vrednota v vaši družini, pa ni nujno, da je predmet. Je lahko odnos do hribov, je lahko odnos do zemlje, do ne vem česa, ne, rekla, vse to, ne, je pravzaprav osnova temeljnih družbenih vrednot. Ne. Zaprav pripadaš skupnosti s tem, z navadami, z običaji, z obveznostmi, z znanjem. Ne. Rekla, in to je tisto, kar dela skupnost živo in kar dela človeštvo živo. Ne. Rekla, seveda je lahko tudi v konfliktno. Zapravi, vrednost dediščine je v njenem družbenem pomenu, ne v njeni materialni vrednosti. Ne. Pravi, koliko pomeni to ljudem, koliko čuti. Ne. In zdaj seveda boste tudi takoj razumeli problem. Stvari, ki jih imamo varno zaklenjene v muzejih, ali nam lahko dajo občutek dediščine? Nič nisem rekla, vidim neke dvome. Ne? Pravzaprav s tistim, kar imamo v muzejih, bi morali opozarjati na vrednote, ki nas obdajajo v vsakdanjem življenju in ki smo jih dolžni ohranjati. Zato, da bodo preživele in zato, da bo skupnost živa. Ne? Tako da, kje smo rekli, da naredimo pauzo? Kaj smo že mi? Lahko grem do konca, boste preživeli, jaz ponovadi neham, ko kdo neha, ko dihati. Ja, zdaj pa še nekaj, ne? To je tak šovinističen svet. Ne? Dediščina je stvar moških. Ja, tako je. Ne, to je tisto, ne, kar podedujejo, ne, kar se moški dogovorijo. Ne bi bili ženske zelo užaljeni, ne, ampak se tudi imenuje tako. Patrimonium, z drugo besedo, tudi v našem, ne, je dediščina in sicer je last prednikov, to smo rekli, ne, in korenini pravzaprav na lastnini. In tukaj boste tudi prepoznali problem naše družbe. Razlastninjenje, olastninjenje in prehajanje. Ne. In pomen, ki ga je imela zemlja kot last, ne, kot posestvo. Ali ne, in bi rekla, kaj pravzaprav to pomeni za eno skupnost. Ne. In da, če še to pogledamo, so temelj, dediščina, ne, da če vse skupaj povežemo, so temelj nacionalne države. In tukaj smo potem samo en korak do tistega, čemur se lahko reče ne samo nacionalno, ampak tudi nacionalistično. In še en korak in smo na fašističnem. Ne? In rekla, ampak problem vidim predvsem tam, kjer nimamo pravega odnosa, kjer pretiravamo v eno ali drugo stran. Največkrat takrat, mogoče da poenostavljam, ker vemo, da ne moramo vedno odgovoriti, ampak največkrat pravzaprav takrat, ko premalo cenimo svoje, potem seveda ne cenimo niti drugega, ali pa obratno, ko drugega ne poznamo,
potem seveda precenimo svoje in jo tako dediščino dejansko pravzaprav zlorabljamo. Ne? In to seveda se dogaja. Ne? Ampak nacionalne države pravzaprav in te pripadnosti, narodne zavesti pravzaprav ne more biti brez dediščine. In prihajam z besedo, ki ni moja, ampak je beseda Evropskega parlamenta. Ne? Je temelj evropskosti. Prvič je to v srednjem veku izhajalo iz aristokratskih družin, to smo rekli, elite. Ne? Potem je seveda, rekla, se to preoblikuje skozi znanost, postane dediščina stvar nacionalnih držav, poznamo, ko 19. stoletje, ko se rodi Italija, ko se rodi Nemčija, ne? In mi seveda tukaj izgubimo to svojo nit, ne? In seveda naprej. In dediščina, ki je danes pravzaprav stvar nas vseh, ampak ne več elite. Ali je to res? Gremo ponoviti našo zgodbo. Koliko ljudi še ve, od kje prihaja tiste 3 zvezdice? Večina ja, ampak pejte vprašati, recimo, ne, rekla pravzaprav ni povsem. No, kdo se spomni še Barbare Celjske? Ne, danes vsi vemo za Melanijo, ne, ampak Barbara je bila mnogo bolj znana, bila je seveda cesarica, ne, poročena z Zigmundom, vladala je 3/4 Evropi, izobražena ženska. Tukaj jo vidimo v spremstvu cesarja, ki je obiskal te konc 15. stoletja Rim, se dal izobraziti, voditi skozi starine in kaj napravimo, kaj so odkrili naši arheologi v Celju? Spomenik, ki je rimski, iz rimske celeje izpred 2000 let, ki ga je dala verjetno v času njena družina, ne bom rekla glih Barbara, vzidati v knežji dvor kot žlahtno dediščino Celjanov. Mislim, a ni fantastično? A ni fantastično? In danes imamo to del postavitve arheološkega muzeja mesto pod mestom. Ne rečejo arheologija, rečejo mesto pod mestom, ne? Kot naša skupna dediščina in kot ponos. To je ena prvih muzejskih postavitev namenoma vzidanih pravzaprav v evropskem obsegu. Ja, da nas ste rekli. No, in seveda, bom rekla, ljudje, ki imajo bogato dediščino, pejte v Italijo, ko se recitira, recimo, ko Roberto Benini recitira sred Firenc Danteja, ne, dlake vam stojijo po koncu, čeprav niste Italijani, ne. Recimo, bogate knjižnice, bogati muzeji, bogato okolje. Okolje samo pravzaprav vam že postavi na piedestal, ne. In bom rekla, in imamo, ne, se čutijo ljudje izbrani, se čutijo vredni, se čutijo pravzaprav peljani na nek način. A sem preskočila? Ja, no, ni tako bistveno, ampak vam bom pokazala primer. Torej, spet povem za eno anekdoto. V Trstu je bilo srbsko veleposlaništvo in sicer menda že pred drugo vojno in sicer kako je bilo s tem veleposlaništvom, jugoslovansko seveda, no, pisalo je na steni: zna se, kad je bila Kosovska bitka, zna se, gdje je bila, ali ne zna se, ko je pobjedio. Ja, nam se zdi smešno, njim je to pravzaprav izvor njihovega ponosa, znanja, virovanj, identitete, žal velikokrat seveda tudi zlorabljeno. Ne? Spodaj vidimo pravzaprav tudi to. Ne? Rekla, in še nekaj, ne? Tudi tragični porazi, ker se jih tako skrivamo. Zgodovina pravzaprav vedno prikaže, rekla, ne samo zgodovina, vsi mi pravzaprav se bojimo. Ne? Narod mora tudi objokovati, mora prepoznati svoje napake, svoje zločine, jih objokovati, recimo Jude določa uničenje Jeruzalema in izgon Grke, Konstantinopla in tako naprej. Ne? Rekla, in če rečemo, da zgodovino pišejo zmagovalci, danes pravzaprav je dediščina in kolektivni spomin tisti, ki narekuje, kaj pozabiti, kaj se spominjati, zato da bomo vredni kot ljudje iti naprej. Zato da bomo obžalovali neke stvari, ne ponovili napak. Ja, no, in dediščina, kaj rečemo? Ja, velikokrat, ne, rekla je sovražnik resnice, zakaj? Zato, ker si spomnijo neke stvari, ne. Je lahko
dostikrat, in to je dobro, da vemo, ne, ko se kar postavi nekaj, ko se nekaj izmisli, ko se v narodno nošo da še gumijaste škorenčke gor, ne, so rekla, potem namesto pravih korenin in tisto neke stvari se kar dodajajo, včasih je šovinistična in tako naprej. In je tudi ksenofobična, ne mara pravzaprav tistih tujcev, ne, zdaj kako to spraviti skupaj, treba se tega zavezati. No, in seveda še naprej, ne, zaradi tega, kaj smo že rekli, da je značilno, mi smo potrošniška družba, ne, in seveda potrošniška družba rabi instant, poceni izdelke, to jaz kar naprej poslušam, boste pa muzealci pa kulturniki pomagali kreativni industriji. Da, seveda da, ampak ne na način, da bomo pravzaprav uničevali. No, in tlele, da še malo svoj Kamnik, jaz živim v Kamniku, rekla, če pogledate, okusi Kamnika na vsako mizo. Kaj imamo od zadaj? Je čisto vse, sem nekaj, kar bi bilo res slovenska dediščina, pa pravzaprav ni. Ampak to ni edini primer, ne. Gremo še naprej. Ja, no, in seveda dediščina, ne, tudi boste takoj razumeli, ko prikazujemo, ne bomo pokazali pravzaprav tiste prave podobe, kaj vem, ko govorimo kako o Romih, ne, oživljamo pesmi, oživljamo navade, filme, ne, resnico pravzaprav najraje skrijemo. Taki smo, ne, smo rekla. In dostikrat pravzaprav resnično lahko rečemo, da je dediščina, ki se jo ne sodelujemo, ker nimamo glasov vseh, da dejansko pravzaprav skazi ne, ampak jo potvori, ne. No, in spet seveda to, ne, rekla, da je treba vedeti, ne, da odločitev, katero dediščino prepoznati, jo razglasiti, varovati, ne sme in ne more biti, to je nevarno pravzaprav, v rokah elite. Zakaj pa znanstvenikov, ustanov, če hočete? Zakaj? Ne, da bi jo oni uničevali. Zato, ker v tem primeru jo ljudje ne doživljajo več kot nekaj njihovega, kot nekaj, kar so sami dolžni ohranjati, kar je njihova vrednota, ampak jim je to oduzeto. In to se nam dogaja, ko se pravzaprav na ministrstvo kliče, dajte nekaj narediti, tam se bo pa en kozovc podrl, ne? Ker je to itak država. Ampak to je posledica tega, kakor se je in kakor se še dogaja, ne? Jaz bom rekla, da pravzaprav mnenje zelo malo odloča o temu, ne? Ali je pomembna dediščina to, kar dela tale gospod ali gospa, ne vem, kdo je, kjer se ukvarja z rezbarstvom, kjer so se ukvarjale cele generacije in ohranjale, ne? Ali je to naša dediščina? Zagotovo je. Zelo dragocena dediščina, ki je odvisna od nas samih. A bomo šli kupiti 15 plastičnih ovčk ali bomo kupili eno? To je naša odločitev. In nekaj nosi za sabo. Ne bomo samo ovčke, ne, kupili, ampak bomo kupili tudi znanje, bomo kupili dolgo tradicijo in tudi neka virovanja, ne. In to je tisto, kar pravzaprav pri dediščini presodnega pomena. Ja, moram pohiteti, so rekli, da smo že rekli, a ne, da se dediščina spreminja skozi prostor in skozi čas. In je razumljivo, da neke stvari ostanejo, neke se bodo spremenile, ne. Se pravi, je družbeni dogovor na nek način, moramo doseči konsens s politiko, jo postaviti pravzaprav, ne. Rekla, dediščina je, rekla, še nekaj, ne. Tudi problem je danes, ker je toliko stvari ogroženih zaradi industrije, zaradi priseljevanj, ne, da se ta dediščina širi, ne. Včasih nihče ni imel, recimo, za industrijsko dediščino nekega posluha. In Kamniku, ko se je podrl Utok, ne, ta fantastična dediščina, ali pa recimo dediščina Smodnika, nihče ni čutil, da je to neka vrednota. Pa so šla pravzaprav, rekla, grunt, kot se reče, ne, nič ni od tega ostalo, ne dokumentov, ne strojev, ne prostora, ne znanja, ki je bilo ena najboljših industrij, ne. Danes vemo, da smo zgubili, ne. Nihče pričakoval, ampak bi morali pravzaprav pomisliti tudi na to, ne. Rekla, tudi seveda ne moramo in ne smemo ohranjati vsega, ne, in tudi ni moč, ampak vendarle prepoznati tisto, kar pa je,
pomembno pa je treba. Ne? Se pravi, da je dediščina, zdaj pa tlele pa še ena, ne? Med Skilo in Karibdo, kot se reče. Ne? Rekla, na eni strani tisto, da se uniči, na drugi strani pa, da se bo tržno obnašala. Ne? Dajte napraviti tako, da bo tržno, da bo dobičkonosno. Ne? Muzeji ne bojo dobičkonosni, kaj še ne bojo, narava ne bo dobičkonosna, ne? Pravzaprav ni dolžnost in prvi cilj in prva naloga teh ustanov, da bi bili dobičkonosni, ne? Ampak je tisto, da dajo ljudem, da so ponosni, da čutijo svojo identiteto, da prepoznajo vrednote, da živijo lepše, bolj spoštljivo do narave, do okolja, do samih sebe in do drugih. Rekla, ka župnik skoraj, pa se je veliko nočni čas. Ne? Rekla, niti malo ni tako enostavno, ne? Ampak dediščina je tista, ki nas uči z enim rdečim nageljnom, ne morete pravzaprav tako postopati kot tista nekam. Ne? Rekla, saj jaz tako mislim. Ne? Pravi, dediščina je res nekaj. No, in tlele, če pogledame, ne? Kaj bi vam rada povedala? Vem, kaj vidite. Nikoli se ni sedelo v narodni noši za napole. Bila je za hmaš, bila je za nove maše, za ohceti, bila je svetinja, ki šla iz roda v rod. Mislim, ko tole pogledam, rekla, pa zraven, mi imamo to, ratala je parada kiča, pa ne mi Kamenčani oprostijo. Ne hodim niti gledati več. Zdaj hodijo neki kolesarji oblečeni po starem, pa neki otroci, tako, mislim, da bili mečkam prizadeti ti ljudje. No. Mislim, ne me kam nad, prosim. A veste, na jok mi gre. Na jok mi gre, da lahko delamo s svojimi svetinjami nekaj takega. Dobro, jaz po srcu tako nisem Gorenjka, ampak sem rekla, da... Ampak to je pravzaprav slovenska narodna noša. Ko pokažemo, ko pokažemo Slovenijo, pokažemo, kaj že, Bled, pa nagelj, pa narodno nošo. Ne? In nam ne kapne. Ne morem verjeti. Okay. Zdaj spet, če pogledamo, zakaj seveda je pomembna dediščina, tudi zato, boste rekli, pa se je zgodovina vse. Ne, zato, ker osvetli nekatere čas, nekatere socialne, recimo otroci, ženske, sužnji drugot, ali pa tudi v preteklosti o tem zgodovina ne govori. In pravzaprav v dediščini najdejo vsi ti ljudje svoj prostor. Tudi tisti, ki niso med zmagovalci, tudi tisti, ki niso pomembni bili in tudi tisti, ki so enako pomembno so ustvarjali naš vsakdanjik. Ne? Ja, in zdaj seveda, zakaj ta dediščina? Zato, ker ne samo verjamemo v preteklost, ne? Ampak bom rekla pravzaprav, zato, ker verjamemo v prihodnost. Ne? Ker dediščina ni samo izobrazba, ampak je katekizem. Ne? In rekla, je tisto, kar šteje, kar nam da preživeti. Ne? Rekla, dediščina, rekla, sicer na celoti, na drobcu, se trudi v smislu celote. Ko naš glavni problem pravzaprav sodobnega časa je ta razdrobljenost, atomizacija. Ne samo družbe, tudi znanja, vsak je strokovnjak za eno stvar, vsak je nekaj bo vedel, eno celota se pa popolnoma izgublja. Z drugimi besedami lahko bi rekli, ljudje izgubljamo smisel svojega bivanja in dediščina nam ga vrača. No, ker sem arheologa, bomo seveda pogledali, kakšen je pomen. Govorimo arheologi o arheološki dediščini. Ni arheološke dediščine, je samo del celote, ki pripoveduje o preteklosti. In jo tudi ni, če jo ima samo muzej. Jo ima toliko vsi, kolikor za njo vemo, se jo veselimo, jo doživljamo, se pravi, da mora biti interpretirana in da je moramo vsakokrat znova povedati, zakaj je ta dediščina pomembna za nas.
Za nas vse, kako nas razlikuje, kaj nam je dala, kaj nas je naučila. Se pravi, šele takrat, ko bo nekaj iz preteklosti dobili tudi v današnji družbi svoj pomen in veljavo, in tukaj pa je pomembno, da vsi sodelujemo, ne? Se pravi, ne samo strokovnjaki, ampak tudi ljudje iz vse okolice, ne? Rekli, zato, ker vsaka družba, jaz vam še lahko ne vem, kako razlagam, recimo, tlele se zdaj sicer trudim, upam, da me razumete, ampak vsak pod mojimi besedami nekaj drugega razume in drugače gleda. In prav pri teh stvareh, kot so dediščina, je zelo pomembno, da vsi sodelujemo in da skušamo pravzaprav razložiti tako, da nam je to razumljivo, da postane naše, da je dediščina označujejo aktualne družbene, politične, ekonomske. Jaz sem dala svoji razstavi Slovani. Zakaj Slovani? Naslov točno zato, ker danes pravzaprav smo že vse to drugo, sam Slovani ne. In zdaj, ko so videli, so seveda vsi prišli pogledati, ne. Aktualno, družbeno, seveda, prvo vprašanje je bilo, ali so to pritepenci, a so roparji, a so ljubi gostje v tem času? Najbrž nič od tega. In pravzaprav so ljudje prepoznali ta nagovor sedanji družbi, ne, ker vemo, kako je, kakšne probleme pravzaprav si ustvarjamo, ne. No, in še tole, dediščina je politična. Se to je čisto jasno, najbrž ni treba razlagati, ne? Ampak dediščina je tisto, kar je del, ker itak jo ne moramo ohraniti, jo ne moramo brez šolanja, brez ustanov, brez zakonov niti razlagati, ne? Se pravi, da je razumljivo, da je pravzaprav odraz politike. In se pravi, da je na nek način to, da pri nas dediščina tako ogrožena in tako propada, prvič odraz nas samih, našega odnosa do tega, in drugič pravzaprav politike, ki na demokratičen način izbrana ne zastopa tistega, kar družba potrebuje. Težke so moje besede, upam, da niste vse posneli. Ampak tako je, ne? Da pravi, dediščina je to, kar nam omogoča izkustveno učenje in doživetje, ne? Poudarja osebno bližino in identiteto. Se pravi, tisto, kar lahko poskusimo, napravimo, doživimo, sprejmemo drugače kot vsa ostala znanja, ne? Da pravi, da je to namen dediščine, ne? Da se ohranja tisto, kar je skrito, enigmatično, nezarnljivo, je zakladnica vrednot, nas uči, kaj smemo, česa ne smemo, kaj je vredno, kaj je škodljivo za vse ostale, če le hočemo to prepoznati, ne. No, in seveda preteklost je tuja dežela, ne. To je nekaj, kar je tako oddaljeno, že prejšnje stoletje, že začetek sedanjega stoletja, smo rekli, je že tako daleč, ne. In dediščina je tukaj zdravilna, kar nas povezuje, ker družbo, ne, počnemo nekaj skupaj, ne, nas opominja, ne, in bom rekla, zdaj seveda tista velika nevarnost, ni in ne more in ne sme biti dekla sodobne družbe, ne. Tudi če bi politično nekdo želel, bi moral biti tukaj nekdo, mi vsi pravzaprav, ki bi rekli, ne, tega pa ne smemo. No, in zdaj, če pogledamo nekaj naše dediščine, odlično, slabo, slabše ali pa zelo dobro rabljeno, kako preživi, zdaj, kar je pomembno, niti ni toliko kozovc sam, ampak preživelo je znanje obdelovanja, izdelovanja, postavljanja. To so tako kompleksna znanja, ki jih pravzaprav nobena knjiga ne more ohranjati, noben priročnik, ne. In rekla zdaj seveda, dediščino kot tako, ne, jaz bi rekla, da je res tisto, ne, da je, no, zdaj, če samo vzamemo tale del ven, ne, dediščina utrjuje vez s preteklostjo in sicer zato, da jo izboljša. No, le pogledamo v Anglijo, kako to počnejo skupine, ki pravzaprav pripravljajo hrano, predstavljajo razne dogodke, ne, ki dejansko pravzaprav, sem že zelo, zelo dolga, ampak bom pohitela, boste preživeli, ja. In bom rekla, dejansko pravzaprav dediščina neke stvari skuša zbrisati spomina, ne. In rekla, to je vsem našim družbam pravzaprav, bom rekla, je blizu. Saj veste, kako se že reče to v hiši, pri nas pa so stvari, ki jih ni.
To ima vsaka hiša, to ima vsaka družba, to ima vsaka država. No, in kaj bomo na tukaj pomislili, ne? Straž, kaj pravzaprav kažejo, strah pred preteklostjo, ki se ne ujema s tem, kar bi mi sebe lahko kazali. In zdaj, če rečem dediščina 20. stoletja, Nemci, ki so se pokesali, primorani bili pokesati zločinov, in Italija, ki se jih ni, ne? Bistvena razlika pravzaprav, ne? Tudi njihova pozicija v razvoju in razumevanje sedanjosti, ne? Veste, kaj kažem, ne? Veste, ta grozovite zločine, in vam rekla, kako se dediščino, in ne pozabite, kako se danes trume ljudi valijo v koncentracijska taborišča, da snamajo, kaj že? Selfije, ker je tako fancy. Ja, srhljivo, ne? Srhljivo. Zakaj pa? Jaz sem prepričana, da tudi zato, ker je prikazano tako zelo neutralno. Saj veste, ne? Dachau je bil pravzaprav zradiran, šele kasneje so ga postavili, ne? Ker je tako neprijetno se tega spominjati. Nismo nič boljši, veste. In pravzaprav ne samo na družbeni ravni, tudi na osebni, ne? Vsak dober psiholog vam pove, da smo vsi sposobni vseh zločinov. Ja, in prav to je tisto, kar moramo poskrbeti, da dediščina govori. Knjigo, ki vam jo od srca priporočam, nekateri ste jo prebrali, Hannah Arendt, Izvori totalitarizma, pravi takole: nismo več v času. Tudi svojim študentom, tle se res ustavim in vsem pravzaprav povem, ko bi lahko vzeli od preteklosti, kar je dobro, dediščina to dela. Ne? Reka, se vidite, na traktor pa gremo, hojladri, pa ti še najbolj nedolžno, čeprav izgubljamo. Ne? Pa ohranimo, pa tega ne. Ampak, kar bi vzeli dobro in rekli temu naša dediščina. Zavržemo slabo, ga imamo za navlako in bo čas itak pokopal v pozabo. Zakaj? Zato, ker je naša družba za toliko tehnološkega znanja, moči, armado, ki jo še nikoli prej svet ni poznal, birokracijo in predvsem, dvigam roko, množicami ljudi, ki so pripravljeni molčati, dokler se njim samim ne zgodi najhujše. Grozno sporočilo, ne? Ampak silno aktualno, ne? Tukaj tudi Zygmunt Bauman opozarja, ne? Ne samo etika, kajti etično so delovali pravzaprav nacisti pravzaprav v skladu z njihovimi državnimi zakoni, ne? Vsi niso kršili in vsi so se sklicevali na to, ne? In Hannah Arendt je pravzaprav točno to analizirala in rekla, ne, banalnost zla, da vsi mi, oni niso bili neki patološki tipi, normalni ljudje, ki so ubogali zakone, da pravi notranja moralna presoja. Ne? In to nam ne daje znanost, ne boste verjeli, ampak znanost se s tem ne ukvarja. Se ne sprašuje o smislu bivanja. A ni grozovito, mi smo svet znanosti. Dediščina je tista, ki nas opozarja. Če ji dovolimo, da govori skozi jezik, misel in oči in srca mnogih. Ja, rekla, no, to je tisto najpomembnejše, no, rekla predvsem ta dokazovanje pravice do moči, ki je velikokrat zlorabljena skozi dediščino, ne. No, in boste prepoznali pravzaprav, ne. Nič narobe, od kje sem ga vzela? Okay. Tako čudno je posneti, dolinarjev pa je, ne? Ja, okej. Dobro. In vam rekla, in zdaj veste, o čem govorim, ne? Nič narobe. Dokler dovolimo, da pravzaprav na ta način dediščina govori, da nam vsem v opomin in spomin, ne? Ali pa recimo nič narobe,
z norveško dediščino ali pa švedsko, krasno, super počnejo, Birka, Vikinški muzej, kjer vsak si lahko izdela čelado, izkopava, sodeluje, seveda ne more kar kopati, ne, kuha, pospravlja in tako naprej, dokler je to dediščina za vseh in ni samo za širjenje nestrpnih političnih idej, ne. In bom rekla, seveda dediščina, ki je tako kot pri nas, ne, če je brez pravega lastnika, pravzaprav z dvojnimi merili, ne, in posledično pravzaprav izginjanje tradicionalnega okolja. Ja, tole, ne. Zakaj se dogodi? Zato, da smo lažje prodali najbrž, ne. Eminentna, ampak res eminentna stavba, prvovrstni spomenik, dediščina industrijska, ne, ki se je na koncu pač zgorela, ne, in porušili na koncu, ne, to je Celje, ne. Ja, da bi bil posmeh večji, več dediščine kot izginja, to je profesor Šola vedno rekel, več muzejev, ne, več muzejev. Ne, se veste, kako je to, ne? Kako je že tisto premosorazmerno kot ženske, ne? Bolj kot slabo, mislim, ne, pač moram reči, bolj kot se staramo, več nakita se nam nabira, ne? Pomaga pa ne? To je to je ta podoba, ne? Kolegi so zelo jezni, ko jim to rečem, kajti naloga seveda je nekje drugje. Naloga je ljudi uspodbujati, ljudi hrabriti, ne, kar pa ni lahko, ne. Bom zelo vesela, če me danes ne boste nagnali s kakšno palico. Okej, naraščajo znanstvene raziskave, vsak fragmentek, vsak tisti od zunaj nam propada, ne. Bom rekla, že izven inštituta, ne. In bom rekla, obvlada vsak svoje ozko področje, kako so Rimljani temu rekli, divide et impera, ne, skregaj jih, razdeli in delaj, kar hočeš. In mi njihovo politiko še vedno dobro uporabljamo. Ta dediščina je preživela. Ja, in seveda nihče ne razume celote. No, jaz moram reči tukaj, da sem resnično hvaležna profesorjem Zagrebške univerze pa Češke, ki so mi to ponudili. Čehov pač ne bomo učili, ne? To je bila osrednja evropska država, ne? Duhovni center, ne? Ki še vedno pravzaprav to žlahtno dediščino pelje naprej. Ja, in tako se nam dogaja, nimam prevoda, ampak bom prevedla. Ne? Poglejte ga, priteče strokovnjak, okoli in okoli krčte, ne? Čudo božje, stolpnica za stolpnico, stara hiška, ne? Ampak kaj se je zgodilo? Ja, mati božja, pa kako si mogel dati to plastično številko gor, ne? Oziroma ne, nabiralnika, ne? Se bo celo soseščino bo uničilo. Ampak tega mi imamo še in še, ne? Zelo rekla, še in še, ne? Rekla, tako da, no, razlog je seveda zakaj, ker je vsa znanost je governmentalno upletena, ne, ko rabijo ekspertize, koga kličejo, znanstvenike, arheologe, ne, ob drugem tiru, kdo bo napisal analize? Ja, arheologi, ne, se pravi, na nek način pravzaprav smo v kolesju, se ne morete drugače. Ne, ampak ravno zato, ne, znanost je super, je baza, sama sem arheolog, ne, našega znanja, tistega, rekla res, ampak seveda tisto vedenje o svetu in razumevanje sveta in nas samih nam da pa dediščina, nikakor ne znanost, ne, ker ne more, ne. Se pravi, prvič, ne, governmentalna vloga znanosti in je boljše, da se šteje za zelo apolitično in zelo, kaj že vse sorte, ne, se zna povedati, družbena pasivnost ustanov, tudi vemo zakaj, ne, kajti zgodovina govori s svojim jezikom in seveda to omogoča politično manipulacijo, ne, rekla, dobimo pač ali pa ne dobimo denarja in tako se nam dogajajo take stvari. To je Zahod že zdavnaj dal skozi, se uprl pravzaprav, ne, in na tem smo mi. Če ne bomo obranili, bomo zgubili, ne, bomo zgubili. Ne, tako da to ni nekaj, ne, kot vidite, ne bo sicer nafta, bo nekaj drugega. Ja, dinozauri, aleluja, malo me je kap zadela. A ste kaj razumeli? Nisem mogla verjeti. Pa Stonehenge, ne, se je rekla, rešena, naša dediščina je rešena. Zakaj že grem sem? Zakaj že...
Lejte, to je, jaz bi rekla, to je žalitev za inteligentnega, ne inteligentnega, za normalnega človeka. Za normalnega kmečkega človeka. To je pa približno tako, kot če bi se oblekli v Indijance pa šli, ne vem, na glasovanje v parlament. Mislim, pa se to ni res, no. Pa se to ni res. Ja, ampak sem vam povedala, zakaj je res. No, tisto hajenče. Ampak je v redu, pa saj spredaj dajte postaviti, ste razumeli, Potemkinove vasi. Namalajte spredaj kmečke hišce, da bojo turisti vedeli, kje so. Ker drugače misli, se je zgubil, ne, da je karto narobe kupil. Nimam nič proti dinozavrom, se jih hodimo gledati, se vsi vse, ampak vendarle, bled, mislim, pa to je ikona, srčika, svetinja. Ne mi nič več reči, nič mi ne rečete več. Okay. Ja, kaj pravi, zdaj pa da vam odgovor povem. Kaj pravi mati Evropa? Kliče k ohranjanju dediščine kot temelju evropskosti. Seveda, nam bo odklenkalo. Ne? Multiplo, ne? To je tisto, kar sem rekla. Mi vsi sodelovati. Ne samo eden, ne samo znanost, ne samo muzej, ne? Politiko z več izhodišči, vključevanje vse sektorje. Ko govorimo o kulturni dediščini, to je stvar gospodarstva, stvar šolstva, stvar zdravstva. Če vas tukaj vidim, potem vi nocoj sigurno ne boste pomirjevali. Pomirjevala, ja, no, ampak ampak bi rekla, zdaj smo skupina v Kranju, 45 ljudi hodi vsake 14 dni, čedalje več jih je, čedalje bolj zdravi so, čedalje bolj mladi, staram se sam jaz, nikoli ne manjkajo. Ne, v resnici, ne, a veste, kaj je vzrok, pravzaprav najpogostejši vzrok smrti, je socialna osamitev, socialna smrt se temu reče, ne? In to je tisto, kar bi morali, ne, vsi sektorji, kdo pa še nosi znanja in vedenja v preteklosti, če ne vi z mano vred, že tudi stara gospa. Si jim treba povedati. Ne, kdo nosi? Kdo nosi? A mi lahko poveste tisto, kar vi veste, kdo še to ve? Dediščina smo ljudje, ne? Vrednote. Vi še veste, zakaj je tam nekaj, ne? Zakaj je nekaj v prostoru, ne? Zato, da tam čez niso šli, da niso vsega uničili, zdaj nam ni pa nič več sveto, gremo zorat, ne? Ne? In pravi naprej, vključuje načrtovanje, trajnosti razvoj, kulturo, izobraževanje, ustvarjalnost in znanost. Ne? To pravi mati Evropa. Jo pogledamo, evo, ja, res, nekaj se premika, gremo, ne? Rekla. In Tibor Navračič je rekel, ne, suportirati, krepiti, promovirati kulturne dediščine na integrativni način, integracijo v vseh segmentih življenja gospodarstva, ne, je ena najpomembnejših evropskih nalog. In to so vsem poslali, že pred 2 leti smo dobili. Ne, in ko smo dobili vabilo na ministrstvo, ministrica ni imela časa, ampak pustimo. Tako da sem šla potem sama takrat. In je namerska deklaracija, zdaj pa tukaj, smo že rekli, temelj evropskosti in omogoča ustvarjanje mirnejše, pravičnejše in bolj povezane sodobne družbe. Aleluja, pa to ni nekaj, to je skoraj to, kar vam bo rekel župnik pri velikonočnih obredih. Pa se vam resnice ponuja vam vrednote, človeške vrednote, ne? Ampak to je govoril, to zdaj ni tako pomembno, pač je napisano. Sprejel nas je takrat z cele Evrope, mladi minister, valonski, Belgija, ne, del Valonija, ne, kulturni minister, ki je rekel, vse nas je nagovoril, kamni nimajo glasu, vi jim ga morate dati, vi ste dolžni se boriti za dediščino, vi ste dolžni govoriti o njen prid, vi ste jo dolžni ohranjati. To je pa nekaj drugega, ne? No, in še naprej,
Strategija kulturne dediščine evropska, zdaj jo sprejemamo tudi Slovenci, pravi, da je izhodišča svete Evrope, ne, da so to demokracija, spoštovanje človekovih pravic, svoboda, odprtost, dialog, enakopravnost in tako naprej. Ne. To je tisto, kar zagotavlja kulturna dediščina, ki jo živimo skupaj. Ne. In seveda spet tisto, kar smo že prej rekli. Brez javnosti, samo zadnjo besedo poglejte, brez javnosti, to pomeni tisto, ne, lastnikov, civilnih družb, javnosti, brez vas, brez nas. Kaj bi mi brez nas? Včasih rečeva midva doma z možem, kaj bi midva brez naju? Ja. In parlament je že pred 2 letoma, 8. septembra, dal en zelo, zelo pomembno kako se reče, oznanilo, drugače se reče, ja. In sicer pravi, to je vitalna sila, vse implementirati jo je treba, vse, ne, to je, pravi, je orodje dediščina, s katerim moramo prepričati politično oblast o temeljnem pomenu, ne, rekla, to je skratka ta njihovo priporočilo, ne, rekla, tako da, zdaj se pa že bližam proti koncu, ne, rekla, kaj nam pomeni Evropija, ne, rekla, kaj prinaša blagostanje in njen obstoj pravzaprav, ne toliko. Osnovno izhodišče, ne, upravljanje je demokratičnost, participativnost, vsi smo soudeležni, vsi smo udeleženi tudi v razlagi, v trženju in tako naprej in sistematično vključevanje javnosti, ne, v vseh odločitvah, brez tega pa ne moramo. Zdaj sem pa že res čist na konc, rekla, to je pa zadnja, kaj je zdaj razlaga. In to razlagajo seveda, jaz bom rekla, na najvišjih dokumenti, od naše ustave, od naše zakonodaje, itak smo vse evropske dokumente podpisali in pravi, ljudje, ki živijo dediščino, ne, pustimo zdaj te besede, ne, ampak so bolj kreativni, bolj dinamični, bolj pravzaprav so seveda tudi zahtevni in kritični. A nam je to cilj? Da bomo pa zdaj vsi godrnali, ko bojo hoteli tam se podreti, pa ko bojo hoteli. Ne! Kapital potrebuje popolnoma kakšne ljudi brez vonja, barve in okusa. Brez mnenja. Ljudje, ki živijo dediščino, vejo, kaj je vrednota, ker jo živijo. Čutijo s tem, ne? In ne izpustijo tega, ne? In tudi povedo. Nam rekla, vodi tudi k pomlajevanju pogodb in tako naprej in še tako dalje in zahteva večjo transparentnost, ne? Tako da ti dokumenti so zelo pomembni. Realnost je seveda takale, ampak to še ne pomeni, da mora biti. In pa vedno, kadar nas prime malo, kako se že reče, bi rekel Istok Mlakar, ne, malo ti pride slabo, ne, ampak bom rekla, padaš malo v tisto slabo voljo, ampak jaz bom rekla tako. A je bilo leta 47 lažje? A je bilo leta 52? Si se ne spomnim, ampak skoraj že. Lažje. 53, ko je bil ustanovljen muzej v Kranju, je Andrej Valič dobil od svoje žene iz kjer je bila že ta Kokre. Žena je delala v Kokri in tam so vrgli staro mizo ven in so jo prinesli v muzej, da je delal na njej. A je bilo leta 75 lažje? A je bilo leta 95 lažje? A je bilo, pravzaprav, zakaj smo na tem svetu? Zato, da nam je dobro in da se imamo fajn in da žuriramo, ali zato, da pravzaprav izpričujemo tisto, za kar smo dolžni, ne? Za tisto, kar je del našega življenja. In dediščina je del našega življenja, naše identitete. In zato pravzaprav velja Namurska deklaracija, takrat, ko je bila 15. leta v Belgiji, ne, ko so zaključili ta veliki posvet, uničevanje dediščine je zločin proti človeštvu, jaz k temu dogajam, ne samo v Iraku, ne samo v Siriji, tudi pri nas doma je vsakršno zanemarjanje
in uničevanje zaradi zanemarjanja, zločin proti človeštvu. In to je vse. Ja. Saj sem vam obljubila, da ne bom niti lahka, niti kratka. Ampak me zaznamuje to, da sem doma z Primorske, da moji starši niso mogli niti v slovenske šole iti, niti niso mogli pravzaprav govoriti v šoli med sabo slovensko, niso mogli študirati, niso mogli pravzaprav živeti tisto, kar lahko mi živimo. In se mi zdi tako zelo me boli, da tega ne znamo ceniti in da se za to ne borimo. Meni se zdi to prav, ne morem verjeti, no. Tako da. Vprašanje. V terminologiji se dediščina velikokrat enači z besedo tudi zapuščina nekega naroda. Danes smo pa videli, da je dediščina veliko več. Ja, gre za tiste, problem slovenske dediščine je v tem, da smo zelo dobro strokovno izobraženi, malo pa vemo o celoti. V Zagrebu vam tega ne bi nihče rekel, da je zapuščina, ne? Ampak dediščina je tisto, kar živimo. Ker samo z načinom življenja lahko ohranjaš vrednote. Tisto, kar je v muzeju, služi nečemu drugemu, gotovo ne ohranjanju dediščine. To je ta, kot se reče, koncept, ampak saj ste me razumeli. Ideja, ki se krasno sklada s tistem, kar vam kar naprej govorijo, a bomo na novo napisali zgodovino, a bomo na novo, ja, jo bomo, sam pri tem ne smemo zanemariti temeljnih vrednot, ki so vrednote vsega človeštva. Ne more pa zdaj biti, a veste, tisto, kar je slabo in kar je uničenje in kar je, rekla, ne vem kaj še, ne more postati dobro. Dediščina je prav garant, ne? Tako da, ja. Če boste razmišljali in boste preveč razburjeni nocoj, priporočam Baldrijanove kapljice. Moj mož je en dan prišel domov in rekel, da ga grozno boli ledvica, in potem sem rekla, vzemi kapljice, imam za ledvico, ampak je stekleničko zgrešil in je potem 2 dni čist trdno spal in sem rekla, revež bogi, se vidi, kako si bolan. Pa smo pa videli, so bile Baldrijanove. Še kaj, razen Baldrijana.